22. aprila obeležujemo Svetovni dan zemlje in na ta dan je v Baročni dvorani Radovljiške graščine potekala slavnostna prireditev druge knjige Svet opraševalcev, ki pa je nadaljevanje knjige S človekom in čebelo in odprtje razstave v Čebelarskem muzeju. Spoštovani predsednik Svetbanke, brez katerega tega projekta ne bi bilo, spoštovana dr. profesorica Lučka Kajfež-Bogataj, gospa Aleša Mižigoj, spoštovani gostje, učenci, učiteljice, predvsem pa sodelujoči in soustvarjalci našega projekta Svet opraševalcev. Vesela sem, da smo se danes zbrali v takšnem številu. Svet naš Zemlje je sicer star že več kot 4,5 milijarde let. Dan Zemlje pa nekako obeležujemo dobrih 50 letij. Vesela sem, da vam lahko danes predstavimo prav poseben projekt, to je projekt Sveta opraševalcev, ki je nekako nadaljevanje naše stalne razstave, ki smo jo postavili v lanskem letu, Živeti skupaj v čebeli in človeku. In v bistvu na nek, rekla, bolj poglobljen način predstavlja ta svet opraševalcev in pa tudi se lahko potem pridružite osnovni šoli Crkvena Gorenjska, Dobrina Inka, ki bodo izdelali prav posebno domovanje za čebele samotarke, gnezdilnico za čebele samotarke, ki jo bodo postavili kar pred svojo šolo. Tako da prijazno vabljeni na vse te dogodke. Morda opraševanje beseda sama kot taka ne pove prav veliko, ampak dejansko 80% rastlin in drugih kmetijskih, bom rekla, tudi rastlin je odvisno od opraševalcev in opraševalke niso samo medonosne čebele, samo naša kratska čebela, v kateri je posvečen naš Čebelarski muzej, so tudi drugi opraševalci. In seveda v današnjem času, v sodobnem času se soočamo res z težavami oziroma ogroženostjo teh naših prečudovitih žuželk. Kaj bo z našo mlado generacijo, kakšno hrano bodo še imeli na svojih krožnikih, če teh opraševalcev ne bo več. Vse to predstavljamo v monografiji, razstavi, igrici, tako da res prisrčno vabljeni, da se to vse ogledate. Hvala lepa. Petra, hvala. Nekaj besed o fotografiji, nastajanju te knjige in razstave pa nam bo zaupal pisatelj, fotograf in naravovarstvenik Ivan Jesenko. Zvolite, prosim. Moj prispevek v tej knjigi so fotografije in moje izkušnje. Namreč naš vrt, domači vrt je celoti prirejen tem eksperimentom. Tudi tisti, ki me spremljate, ki drugje, recimo na Facebooku sem zdaj objavil gnezdilnice opazovalne za samotarske čebele, oziroma čebele samotarke. To so več neki moji patenti, že več kot 20 let se to odvija na našem domačem vrtu. Za to, da je pa fotografija moja velika ljubezen, pa vsi vemo, tisti, ki berete moje knjige, članke. Pač to, kot sem omenil, drži, to je družinsko delo, zahvaljujem se ženi, ki me pri tem izjemno podpira, pomaga. Pri samem delu, pri knjigi, se pa zahvaljujem prvi vrsti muzeju, temu prijaznemu kolektivu dobrih ljudi, ki sem jih zdaj v tem času spoznal, posebej doktorici Petri Bole, direktorici,
In še nekoga imam tu, ki ga vidim med nami, to je dr. Andrej Gogala, ki mi vsakič nesebično in z veliko izkušnjo pomaga pri determinaciji posameznih vrst samotark, čmrljev in še česa. Vesel sem tega odziva, sploh, ker vidim same odlične ljudi, da vas zanimajo te drobne stvari, ki pa niso drobne. Kajti, če so ta tako imenovan mrčes neopazne, to bomo bolj manj kot jih je, bolj bomo to opažali, prejšnji. In posledice za počitne. Njih govorimo vsak dan, vse povsod in se ne bi to ponavljal še jaz. Zahvaljujem se za vse to. Vse to je povzročilo, da so tudi naši opraševalci vse bolj ogroženi, zato ne gre drugače, kot da ukrepamo prav vsak izmed nas, začenši pri samih sebi. Prihajam iz SID banke. V banki delamo z veliko denarja, ki pa glavno ni naš, ampak nam je dan v skrbo od drugih, da z njim previdno in skrbno ravnamo in da ga lahko vrnemo dan naprej. In prav zato, ker moramo biti skrbni in previdni tudi, ko gre za naravo, pri naravi je podobno. Dan nam je izposojo in prav je, da jo vrnemo takšno ali boljšo od našim naslednjim generacijam. Tako da prav zato smo veseli, da je SID banka danes lahko postala del zgodbe, ki jo zavešča o pomembnosti opraševalcev. Kako je pravzaprav prišlo do sodelovanja med Čebelarskim muzejem in pa SID banko? SID banka se že več kot 10 let ukvarja z trajnostnim razvojem, z iskanjem načinov, kako podpirati gospodarstvo in obenem na način, da se tudi poskrbi za naravo. In tako je SID banka tukaj najdla neko pot pri sodelovanju s čebelarji, tako da je že v preteklosti pomagala z donacijami pri 3 čebelnjakih in tako je prišlo tudi tukaj do tega sodelovanja v stiku z gospo direktorico Boletovo in takoj smo temu prisluhnili in pristopili k projektu. Ali
SID banka podpira tudi take podobne projekte, kot je ta. SID banka podpira takšne projekte, ves čas išče, kako obenem, ko podpira gospodarski razvoj, konkurenčnost, podpirati trajnostni razvoj, zato da bo ta planet ostal za naše zanamce. To se je zgodilo prav na 22. aprila na Svetovni dan Zemlje. Drži, bom rekel, datum je simboličen in zaradi tega ta dogodek danes še toliko bolj čudovit. In kamor spadajo tudi čebele. Točno tako, tudi čebele in tudi drugi opraševalci. Hvala lepa. Hvala lepa. Pravkar ste začeli en čudovit projekt. Zakaj ta odločitev? Tako pomembno je, da se ljudje zavedamo opraševanja, njihovega učinka na našo biotsko diverziteto in seveda, kako ogroženi so naši opraševalci in posebej med njimi čebele. In zavedati se moramo tudi, da je cel svet, da živimo samo na eni zemlji in zato moramo skupaj sodelovati. V Medexu smo se odločili, da odpremo projekt Plant a Tree, Help a Bee, in sicer po slovensko pomagaj posadi drevo, da čebelam bo lepo. In tako imajo vsi, prav vsak med nami možnost posaditi virtualno drevo. To vam bo vzelo 1 minuto časa in tako bomo sodelovali v prelepi akciji, kjer želimo v teh najbolj degradiranih področjih, kjer so ljudje izsekali gozdove z namenom, da so pridobili gradbeni material, z namenom, ker se je tako razširilo prebivalstvo, ker so imeli les za kurjavo, da zopet imamo gozdove, da imamo dom za opraševalce in tako smo s tem projektom bomo v Tanzaniji posadili 10.000 medovitih dreves, ki bodo tamkajšnjim prebivalcem omogočala razvoj čebelarstva in seveda izboljšala kvaliteto življenja, ne samo njim, ampak celemu svetu. Zavedajmo se, da vsi dihamo isti zrak in da voda obliva prav vse kontinente. Danes smo priča ponovno slovesnemu dogodku, nadaljevanje projekta S človekom in čebelo, svet opraševalcev. Res je, danes nadaljujemo projekt naše nove stalne razstave, ki smo jo odprli lansko leto, Živeti skupaj v čebeli in človeku, in sicer za tematiko sveta opraševalcev. Ponosni smo, da smo pridobili sredstva sponzorja, SID banke, ki nam je omogočila izdajo seveda te naše, rekla, 3. knjige, ki govori o pomenu opraševanja, to se pravi, zakaj so opraševalci sploh pomembni, kaj bo v prihodnosti z našo hrano, koliko različnih vrst hrane, ki jo še poznamo, bomo sploh še imeli na krožnikih. Več kot 80% različnih kmetijskih rastlin je odvisno od teh, pravzaprav teh opraševalcev, ki pa niso samo medonosna čebela, ampak tudi čmrli, čebele samotarke, različni drugi naključni opraševalci, prav tako metulji. Njihova ogroženost v današnjem času pa je seveda zaskrbljujoča. Velika ogroženost je prav čebel v zadnjem času. Res je, čebele so zelo ogrožene, prav tako tudi ostali opraševalci, ogrožajo jih predvsem podnebne spremembe, agresivno, intenzivno kmetijstvo, potem različne bolezni, kot je recimo varoja, sevanja, potem izguba njihovega življenjskega prostora. Skratka, veliko vrst različnih čebel je že izumrlo, nekaterim pa to tudi grozi. Ivan Jesenko, vi ste fotografi, ste dali pomemben prispevek k tej razstavi S človekom in čebelo v Čebelarskem muzeju v Radovljici. Res je, hvala za te besede. V bistvu sodelujem s to ustanovo, ki jo poznam že mnogo let in do zdaj niti nisem vedel, da bom kdaj postal tudi na nek način del nje. To je lep, izjemen občutek. Z veseljem sem prispeval fotografije, tudi znanje in izkušnje
tudi v tej novi knjigi, ki je zdaj izšla, ki je postala res izjemno lepo delo. Ta knjiga ima čudovite fotografije, ki ste jih pač posneli oziroma fotografirali in jih v tej knjigi objavljate. Da, to so fotografije večinoma z mojega vrta doma, z mojega čebelnjaka tudi. Doma imam eksperimentalno postajo, bom temu kar rekel, s temi žuželkami, predvsem s hoteli za čebele samotarke. Ukvarjam se jasno tudi s čmrlji, da ne govorim o tem, da sem aktiven čebelar že iz svoje najstniške dobe, se pravi več kot 50 let. Tam so tudi, to je tudi kar nekaj knjig mojih išlo na to temo, na temo čebelarstva. Ne samo pač druge, ker me tudi poznajo, namreč največ se dotikam te vrtne ekologije oziroma živalskega sveta, ki je del nje. V bistvu nadaljujete tradicijo od vaših najstniških let. Res je, v bistvu živim svojo najstniško dobo še naprej in jo pilim v starejšega najstnika. Prav na Svetovni dan zemlje ste naredili en tak čudovit govor na svetu opraševalcev tukaj v baročni dvorani Radovljiške graščine. Naj pa rečem še to, letošnji Svetovni dan zemlje je posvečen planetu, kamor sodijo prav gotovo tudi čebele in ostali opraševalci. Ja, res je. Tukaj gre za to, da je moto ravno letos, da se moramo aktivirati, moramo vlagati, moramo se po drugi strani tudi ozavestiti, koliko problemov imamo. In seveda en eklatanten primer, kaj lahko gre narobe, je ravno izumiranje vrst. In med vrstami, ki so za človeka izjemno pomembne, so opraševalci. In v času, ko imamo pravzaprav negotovo situacijo glede prehranske varnosti, celo vrsto že drugih pritiskov, moramo narediti vse, da vsaj tisto, kar je odvisno od okolja, še vedno funkcionira in nam omogoča kakovost življenja. No pa vendar se tudi sam planet zelo spreminja skozi čas. Ja, to je res in vedno so spremembe bile, samo problem sprememb danes je, da so to hitre spremembe, na katere se živi svet ne more prilagoditi. In seveda problem je tudi ta, da večino slabega, če tako rečem, smo zakrivili mi ljudje. Tako da skrati pa je to tudi rešitev. Če prepoznaš, kaj je šlo narobe, tudi lažje najdeš rešitev iz tega. Torej vi kot strokovnjakinja menite, da je pot nazaj? Pot nazaj sigurno ni prepozno, je pa zelo, zelo pozno, ampak po eni strani seveda rešitve so zelo lahko tehnološke, to ljudje radi sprejmejo, ampak mogoče večji del rešitve je pa tudi v nas samih. Kako gledamo na to, kaj je v življenju pomembno, a nam je res pomembno imeti bolj kot biti, in seveda za svojim nekako potrošniškim stilom življenja močno prispevamo k nastali situaciji. To se pravi rešitev, je nekako prevrednotiti, kaj je v življenju resnično pomembno in to zunanjo rast, materialno rast zamenja z notranjo rastjo. Tukaj le potem nekako vsi pridobimo. Hvala lepa.